Pozdravljeni primorskega konca, prihajam torej z naše fakultete za turistične študije, kjer se ukvarjam z inovativnostjo v turizmu in pa z digitalizacijo turizma, tako pedagoško kot raziskovalno. Nisem strokovnjak za kulturni turizem, se pa zaradi teh dveh področij srečujem tudi veliko z kulturnim turizmom, s problematiko povezano z njim in vezano na to, bom dal malo istočnic, preden gremo v kasnejše, podrobnejše debate na teme te konference. Slovenska turistična organizacija je bila ena prvih v svetovnem merilu, ko je leta 2004 uvedla poziv Sejalec za najbolj inovativne turistične produkte. In že prvo leto ga je dobil ponudnik, ki je zelo prepleten s temami, o katerih se pogovarjamo danes, Hostel Celica. In ne samo to, še danes ga lahko uporabljam kot primer dobre prakse, ker še vedno dobro živi in še vedno je nekaj posebnega. Od takrat, leta 2006, sem potem jaz prevzel vodenje komisije, s katero od takrat vsako leto hodimo na teren, obiskovati finaliste, se z njimi pogovarjati, razumeti, zakaj so res nekaj posebnega, zakaj so kot Hostel Celica lahko primer dobre prakse in pa nek navdih za vse ostale, kako naj se slovenski turizem razvija. Skozi vsa ta leta smo razmišljali, eksperimentirali, dodajali druge metode, za kako spodbujati, promovirati inovativnost v turizmu, torej razvoj turizma. Med drugim leta 2009 dobili podporo še Svetovne turistične organizacije, ki je prepoznala z nagrado te naše napore in takrat v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarstvo in Slovensko turistično organizacijo smo vzpostavili še dodatno poleg Sejalca še snovalca, s katerim pa spodbujamo nove ideje v turizmu, ki se bodo še začele razvijati. In tako naprej, torej po tej metodi smo to delali vsako leto, v letošnjem letu je prišlo pa še do ene nove spremembe, tem, da smo pa združili komisiji Sejalca in pa 5-zvezdičnih doživetij oziroma Slovenija Unique Experiences, kjer obe nagradi podeljujemo hkrati oziroma je Sejalec tista najbolj inovativna praksa, ki je predhodno dobila tudi ta status. Vse to, kot sem rekel že na začetku, je nekaj, kar v svetovnem merilu ni nekaj, kar v vsaki državi vidiš, da se tako sistematično ukvarja s tem, kar ne bi inovativnost v turizmu pomenila. In ko sem v raznih, skozi vsa ta leta, potem Erasmus in tako naprej pogovarjal in predaval o teh primerih, kaj vse smo naredili v tem času, sem pač srečal različne podobne misleče raziskovalce, predavatelje z zelo različnih področij, od čistega družboslovja do čistega biznisa in tako naprej, s katerih smo ustanovili potem pa še mednarodno združenje z vsemi temi univerzami, s katerimi pa to, kar v Sloveniji počnemo, se pogovarjamo in poskušamo delati tudi po celem svetu. Z zelo konkretnimi potem tudi obiski na terenu in to, kar delamo tukaj, delamo tudi v globalnem merilu. Na lokalnem nivoju pa smo leta 2019 se pa odločili, da začnemo pa tudi študente malo bolj intenzivno vključevati to izven študijskih klasičnih dejavnosti. Pač zato, ker določeni študenti imajo določene strasti, želje, kaj bi radi še ekstra delali in tukaj smo jim dali to možnost. In COVID se je izkazal kot odlična priložnost za nekaj takega. Ker v tem času, ko se nam je pač potem zgodil COVID in z vso to arzenalom, ki smo ga imeli odprej, smo še v sodelovanju s konzorcijem Slovenski turizem 4.0, tako ERF Studio, zagnali mednarodno inicijativo, prek katere smo zbrali že preko 1000 odzivov z celega sveta, kaj se zdaj dogaja med COVID-om, kaj so težave in predvsem pomembno, kaj so ideje. In to v spodnjem desnem kotu so ideje, ki so se v tem času skozi vso to strukturo realizirale. Vključile zelo intenzivno Startup Local Sponsorov, ki je nastal iz te zgodbe in ga bo kasneje naš študent predstavil, je zelo povezan tudi spet z današnjo tematiko, ker pokriva lokalno doživetje povezano s kulturno dediščino, kulturo, kreativnimi industrijami. In ravno v teh dneh se ta startup združuje za eno veliko mednarodno inicijativo Fairbnb, ki je pa tudi spet en zelo pomemben segment, o katerem bo Jaka kasneje povedal več, zakaj tudi tukaj turizem lahko in kulturna dediščina dosežeta še veliko. Kaj pa se da doseči po tem, ko rečemo, da inoviramo? Kaj pa sploh je to inovativnost v turizmu? Kaj smo sploh nagrajevali tukaj v zadnji? Kaj se je vse dogajalo s temi produkti? Zakaj govorimo o njih, da so inovativni? Najprej par besed o tem, kaj torej razumemo kot inovativnost ali inoviranje v turizmu. Inovacija kot taka je vsaka novost, ki jo nekam uvedemo,
ki prinaša dodano vrednost, ki jo prinaša nekomu, ki jo prinaša ali turistu, ponudniku, lokalcem, državi, idealno, vse hkrati pozitivno, ne enim pozitivno, enim negativno. In z velika podjetja, zdaj, če to pogledamo, kaj pa lahko podjetje, organizacija, kdorkoli pa torej počne, ko inovira je, ali dela nekaj novega na področju tega, kar ponudi turistu, kar turist vidi, da ste vi nekaj novega vedeli, kar mi v ozadju, back officeu, za odrju delamo, so neki procesi, ki jih na novo uvedemo, izboljšamo, dodamo nove naprave, tehnike, karkoli, na nove trge, na katere se usmerjamo, ali na nove metode, s katerimi na tem trgu vse pojavljamo in predvsem izredno pomembno v turizmu, da takele koordinatne sisteme povezujemo med sabo in inoviramo torej kot skupina. Posameznik, če se giblja po teh vseh, dodaja, spreminja svoje poslovne modele, skupine delajo na tako imenovanih sodelovanih poslovnih modelih. In pri tem vnašajo ali tehnološke ali netehnološke inovacije, kar je izredno pomembno, ker inovativnost je vedno znova mišljena, znova tako povezana z Elonom Muskom, pa z Luno, pa z Marsom, pa z gensko tehnologijo in tako naprej, ampak v turizmu, če kje, v kulturi enako, je pač veliko bolj pomembno tudi tole netehnološke inoviranje. No in ko s tema dvema komisijama hodimo po terenu, nagrajujemo, seveda ocenjujemo po določenih merilih. Ne bom šel skozi vse detajle, so pa 3 glavna sporočila, kaj ocenjujemo in tudi 3 glavne smeri, v katerih moramo razmišljati, poleg tega, recimo, inženirskega pristopa, pa v teh 3 stvarih, kaj pravzaprav s temi gibanji po teh vseh želimo doseči. Želimo, preverjamo torej na terenu, ko se pogovarjamo s prijavitelji, ali so na pravih mestih pravi ljudje. Ena skupina kriterijev. Druga skupina kriterijev, ali prijavitelj dosega oblikovno odličnost. Oblikovna odličnost ne pomeni samo dober logotip, pa vizitke, govorimo o nesnovni pa snovni dediščini, kulturni, naravni, govorimo o nesnovni, snovni, oblikovni odličnosti. Kaj vse je lahko, torej tudi sam servis kot tak, ali odlično ni. Kar prinese pripelje nas pa še do same izvedbene odličnosti, torej ali so vsi postopki izvedeni tako, kot morajo, ali so upoštevani vsi standardi pravila, da ne govorimo o COVID-u in tako naprej. Torej, to so te 3 skupine, po katerih ocenjujemo in po katerih gledamo, ali se nekdo zasluži nagrado ali ne, in če to prevedemo iz perspektive podjetja oziroma organizacije v perspektivo uporabnika, lahko govorimo o 3 glavnih vidikih, ko mi kot turisti potujemo, kaj nas zanima. Zanima nas, ali smo dobili res pristen, avtentičen človeški stik v tem doživetju, v tem produktu, ali je bila vsebina taka, ki nas je pritegnila in ali so bili vsi postopki izvedeni tako, da se reče, na nivoju. In na vseh teh področjih definitivno, in to smo se zdaj že velikokrat pogovarjali v različnih krogih, kulturne in kreativne industrije imajo ogromno enih kompetenc, ki pridejo prav na vseh teh 3 področjih. In tukaj zdaj pač iščemo, kako naprej. Kako naprej, bom zdaj dve vsebini, po 2 vsebinah govoril, ki so tudi nasplošno, ne samo za potrebo današnje debate, v zadnjih letih, recimo, so najpomembnejše in s katerimi se moramo pač seznaniti, če želimo delati stvari, s katerimi sledimo temu, kar v Sloveniji Living Experiences in Seradec želita slediti. Prva lekcija, prvo sporočilo je bilo, nedavno je Peter Frankl, Finance, dela regionalne forume, na zadnjega je organiziral na Obali, povabljen sem bil na okroglo mizo, kjer smo debatirali o turizmu. In zelo enostaven primer je bil tam, s katerim smo se pogovarjali, ki je z eno zelo pomembnih sporočil turizma, o katerem moramo razmišljati, ko razvijamo turizem. Peter Frankl ne razmišlja, ko razmišlja o svojih kupcih, nikoli ne razmišlja o ljudeh, ki kupujejo časopis. On razmišlja o ljudeh, ki kupujejo točno specifične določene vsebine, ki jih jim želi servirati. V turizmu se prevečkrat dogaja, da mi razmišljamo o turistih, ki so turisti, ne pa o turistih, ki imajo določene posebne potrebe. Kaj bom razložil naprej, zakaj je to pomembno, ampak ta segmentacija se v turizmu velikokrat tako malo sploh na nivoju destinacij malo razgubi, kar je logično, vse želiš poservisirati vse, ampak na koncu smo vsak od nas ljudje s posebnimi potrebami, ki jih cenimo ene bolj, ene manj. Kar nas pripelje še do enega teh ekstremov, v katerih so turizmu veliko govori, tudi letos na dnevih slovenskega turizma, tudi v ostalih debatah, da ne bi bil turizem trenutno razmejen med 2 ekstrema. Na eni strani na masovni, rečemo vedno bolj plitev, vedno bolj množičen, vedno bolj s tehnologijo, zasičen turizem, torej hitro prideš, poješ, greš, če pa nastavljeno, o čem govorimo. In na drugi strani
z neko ekskluzivnostjo, visokega, pretiranega, cenovnega ranga, zlatimi školjkami, pač oboje ne bi se nahajali na nekih bucket listih, kam gremo zato, ker grejo drugi. Ne pa, ker gre za mogoče še nek drug razlog, o katerem govorim malo kasneje. In podobna ta dilema se nekako tudi v slovenskem turizmu nasplošno pojavlja, torej na eni strani, a več čas govorimo pravzaprav samo to, in to je Frankl ves čas nekako videl kot enega glavnih problemov, ali v turizmu pravzaprav sami spodbujamo, da prodajamo, da želimo cenovno konkurirati drug drugemu in seveda gremo na minimum od minimuma, po storitvah, po vsebinah, po vsemu in seveda po ceni. In na drugi strani, ali so te Slovenija Unique Experiences pa neka ekskluziva, spet na nekih bucket listih, ko na koncu služijo sami sebi namen. Moje glavno sporočilo danes je, da obstaja po mojem mnenju še srednja pot in še posebej z vami urejati zelo pomembna pot. Na hitro bom razložil na osnovi tega gospoda, ki je prejel vse 3 nagrade, letošnji nagrajenec produkta Fishfly Trio, ki se pred parimi leti še ni profesionalno ukvarjal s turizmom. On je športni pedagog, letos na Dnevih slovenskega turizma je pa direktor Slovenske turistične organizacije prejel vrhovno nagrado za inovativnost v turizmu. Kaj je naredil? Eno njegovih hobijev je muharjenje, posebna oblika ribarjenja z muhami, umetnimi ribo ujameš, spustiš nazaj, to so ljudje, ko imajo pač, to jim je šport, to jim je posebna strast. Iz tega je najprej dobil snovalca, ker je imel idejo, da bi 3 najlepše, zelo lepe ribolovne destinacije v Sloveniji izbral, jih ponudil in eno med njimi povezal še s helikopterjem. In ključno to poservisiral pač profesionalce, tiste, ki jim ribolovniki pomeni, ne bralce časopisa, če res to, če govorim, kar sem prej rekel, ampak ljudi, ki točno to rabijo. Podobno, če gremo malo skozi zgodovino sejalca, vidimo, da smo dobili par podobnih produktov, nagradili v preteklih letih. Ljudi, ki so pripravljeni 9 ur brez WC-ja čakati v mehni hiški, če bo prišel mi medved pa slikov in zato plačajo veliko denarja. Ameriške ljubitelje Harley Davidsona, ki pridejo v Slovenijo, ki jim en ljubitelj Harley Davidsona v Sloveniji poskrbi ne samo za hud motor, ampak za hudo večerjo, obiske vmes, tako naprej, spet je osnova neka njihova strast. Podobno imamo ljubitelja, zdaj delamo z njim na svetovanjih, ko je športni letalec, majhnih lastnikov športnih letal v Sloveniji, kar nekaj spet zelo specifičnimi zahtevami. Podobno enega fanta, ki je bil mlad plezalec, pa je zdaj začel ponujati za starejše ljudi, ki so bili v mladih letih aktivni plezalci, pa jim želijo zdaj malo bolj višje potično doživetje. Torej, poleg tega, da plezajo na najlepših koncih po Sloveniji, spet jejo dobro, grejo vmes kaj dobrega poljati, vezano na to, kar jih zanima. Tole ni nagrajenec, oziroma se še niso prijavili, je pa zelo blizu tega, s čemer se danes debatiramo, verjetno ga večina, kar nekaj med vami pozna, Urbane Ture, Ptiča, Urbana Brana se je preimenoval. Tukaj gre pa spet na eni strani za ljudi, ki so zelo izobraženi na področju določenih tem z področju družboslovja in na drugi strani turiste pretežno, ki jih to zanima in te ture uspešno kažejo posebne lejerje Ljubljane in njenih zgodb, kot smo se preko na začetku poslišali, da imamo nekaj zgodbe, ki jih lahko na poseben način posebnim ljudem z ustrezno kvaliteto ponudimo. In to je bistvo tega spodaj in kaj jaz vidim kot povezavo vseh tukaj, tako ponudniki kot turisti, ki so se znašli tukaj noter, so poznavalci. Niso pripravljeni iti nekaj samo da je, niso pripravljeni plačati nenormalne cifre, pripravljeni so pa plačati več za višjo kakovost, ki jo pač verjamejo, zato ker so te stvari naredili profesionalci. Ali imamo kakšnega ponoroga danes tukaj? Če bi znal tole prebrati. Spodaj desno. Omotenaši je princip gostoljubja, japonski princip gostoljubja, ki je nekako ena metafora tega, o čemer govorim zdaj. Omotenaši je nek ideal tega, kar je, Japonci imajo itak vse večjih lejerih, to zrihtano, ne bom zdaj razlagal vsega. Bistveno sporočilo, greš na suši, imaš možnost iti na suši vlakec, greš na tega, greš na hud suši, greš tako, da s gostom greš skozi en ritual in ti ne da bi karkoli naročil, on da tebi sušije, ki ne bi bili tebi najbolj všeč. Podobno čajni ritual, spet ta master, če ti master zbere servis, ki se njemu zdi, da je tebi najbolj pač paše. In tle se ne bi zgodila ta naša čarovnija, o kateri govorim tudi tukaj. Da najdemo ta fit nekega višjega, kakovostnega nivoja, s katerim se najde ta ponudnik in turist.
In seveda mi ni treba preveč razlagati, da je osnova za to, kar je kultura, kar je vse povezano s kreativnimi industrijami, so točno te besede, ki sem jih prej omenil. In da tudi, ko bomo razmišljali o produktih, tako za osnovno, nesnovno, kulturno, naravno dediščino, o visoki umetnosti, sodobni umetnosti, ulični umetnosti, v kreativnih industrijah se lahko ravno tako pogovarjamo, ali smo sposobni najti te fite, torej ne nujno, da delamo produkte samo ali za maso ali ekskluzivo, ampak ali najdemo lahko take kombinacije in take vsebine ponudimo na tak način, da se bo mogoče tudi v teh produktih, o katerem bomo govorili zdaj v prihodnjih prezentacijah, zgodila ta pomot naši čarovniji. In s tem jaz zaključujem svoj del, kasneje med odmorom z veseljem še večno rečem.